Prijazno vas povabim k ogledu oddaje Življenje po moje z Majo Peron, kjer sem tokrat gostila Luko Škrjanca, ki je NLP master coach in trener in mentor, in s katerim sva povedala veliko o tem, kako pravzaprav si lahko poenostavimo življenje in poskrbimo, da nam je lepo, ker je dejansko življenje darilo. Luka? Predvsem pa, kako zelo je pomembno, da si vzamemo čas. Dragi moji, lepo pozdravljeni v oddaji Življenje po moje z Majo Peron. Moj sogovornik danes je Luka Škrjanc. Sogovornik, ki ga začutiš. Ne zaradi velikih besed, ampak zaradi tihe globine, s katero pristopa k človeku in k življenju. Je NLP master coach, trener in mentor, a tisto, kar ga resnično ločuje od vseh ostalih, je celosten pogled in redka sposobnost, da prepozna vzorce tam, kjer jih drugi še ne vidijo. Njegove izkušnje segajo od velikih poslovnih sistemov do družinskih podjetij in posameznikov. Ne verjame v hitre rešitve, ampak v trajne premike. V svetu naša zavezanost vrednotam ima izjemno širino znanja in iskreno prisotnost. Luka ne dela na ljudeh, temveč jih nežno vodi, da se začnejo srečevati sami s seboj. In v tem je moč njegovega dela. Luka, živjo. Živjo, Maja. A da zdaj tebe vprašam, kdo pravzaprav si? In kako si začel delati to, kar delaš? Kaj te je do tega pripeljalo? Pa v bistvu ne rečem tako, ker se mi zdi, da je velika poplava coachov, in da se z različnih vzgibov pravzaprav nekako znajdemo v teh pozicijah in običajno zato, ker jaz recimo sem se zato, ker sem želela raziskati samo sebe. Večinoma res, ja, tudi po mojih izkušnjah na izobraževanjih, tudi ker sem jih pomagal voditi, večinoma ljudi se prišli zaradi tega, ker so želeli neko spremembo prvo na sebe. Mogoče sem jaz čutil vedno malenkost drugače. Že od malih nog nekako sem čutil, da bom delal z ljudmi. In ta občutek me je konstantno spremljal. In potem so se zgodile tudi v življenju, bom rekel, dve, tri zadeve, take prelomne, ki te dejansko postavi na eno pot, na katero si poklican. In to začutiš, to sem jaz začutil, to sem začutil res z vsem svojim bitjem in definitivno temu sledil. Tako da v življenju, kaj me je napeljalo na to, dva, tri momenti, ki so bili ključni. Ampak ta želja po temu, ta čut za tem, kaj je dejansko moje poslanstvo, temu se pač enostavno nisem mogel upreti. Tudi, če sem kaj naredil, kaj je šlo mimo tega, me je življenje slej ko prej popravilo in spet pripeljalo nazaj na to pot. To definitivno. Tako da, bom rekel tako, jaz čutim to, kar jaz delam in to mi je v bistvu res eno tako zadovoljstvo. In to mi res največ pomeni. Ampak veš, v bistvu to me zanima, a si se ti odločil, zdaj bom pa jaz coach in bom pomagal ljudem, ali si se ti v bistvu pravzaprav srečal s tem in si rekel, wow, to je pa dobro, in si potem nekako ti to ratalo spontano, da si začel pravzaprav razmišljati v tej smeri, da bi lahko to bila neka zgodba, s katero bi ti na nek način spremenil svet. V enem trenutku, recimo to je bilo po enem od teh dogodkov v življenju, ker je dejansko, bom rekel, se mi čist shiftno spremenil pogled na to, kaj jaz dejansko, kdo sem in kaj želim delati, je bila v bistvu ena prometna nesreča. To je bilo v poznih 20 letih, ker sem se potem kasneje, ker sem rabil pomoč bioenergetika, jaz prej v to nisem verjel, pač enostavno na to nisem dal veliko. Ampak takrat, ko rabiš sam pomoč, posežeš tudi po tistih stvareh, ki jih drugače ne bi. Meni je moja mama predlagala bioenergetika in ta bioenergetika je tudi rekel, meni se pa zdi, da imaš ti smisel za to, a bi tebe to zanimalo. In sem rekel, mogoče bi me pa res, zaradi tega, ker sem videl, kakšen je efekt. In kasneje, toliko let kasneje, ker sem se začel pač s tem ukvarjati in sem to delal tudi v Sloveniji in v tujini, sem videl en vzorec.
In sicer z ljudmi sem se veliko tekom terapij pogovarjal in vedno me je zanimalo, kaj je razlika med tistim, zakaj eni ljudje prihajajo nazaj, zakaj pa se vedno, recimo, so se stvari ponavljale ali pa enostavno pač niso imele takega efekta, kot bi si želeli, in zakaj pri enih ljudeh enostavno to steče. Kje je razlika? A ne? In jaz sem gotov, potem, ko sem se pogovarjal z njimi, da dejansko ljudje, ki drugače pristopijo k svojemu stanju, se pravi, bomo reči, na čustvenem nivoju, tudi na mentalnem, tudi na svojem vedenju in tako naprej, ko želijo spremembo in jo tudi zaživijo, da dejansko prihaja do te želene spremembe v tisto smer, kaj so se tudi oni sami zamislili. In tukaj je vedno, ok, kaj pa so vzorci, kako bi jaz to vedel, kako bi jaz to znal prepoznati. Tukaj to spraševanje me je pripeljalo ravno do neurolingvističnega programiranja, ki pa mi je dal potem orodja, kako ljudje, zakaj eni ljudje, ki so res dobri v nečem, kaj jih razlikuje od tistih, ki so povprečni. In v bistvu to je, bom rekel, ena od esenc neurolingvističnega programiranja in to mi je dal tisto, ok, če znam jaz ugotoviti pri ljudeh, kaj so tiste spremembe, kaj dela razliko in če te principe lahko naučim druge, se pravi tukaj potem jim omogočaš, daš jim možnost, da lažje pridejo do nekega svojega cilja. In tukaj govorimo predvsem, bom rekel, o povezavi med čustvi, med vedenjem, pa med, bom rekel, samim mentalom. No, pri tebi se mi zdi recimo tako, kjer si tudi drugačen od drugih, glede na to, da imam izkušnje s tabo, ker sem te spoznala, v bistvu, tako da si me učil, in bil potem tudi moj coach, da dejansko vidiš tudi širino, in recimo veš, tukaj mi tako ena od stvari, ker jaz sem ugotovila, da ne moram biti coach, zaradi tega, ker v bistvu coach, naj bi po mojem vedenju, pravzaprav človeka samega pripeljal do nekega odgovora, Jaz osebno sem nagnjena k temu, da zelo hitro najdem rešitve in me tako, dajno, tole rešitev, dajmo to malo skrajšati, ampak recimo tako, kakor je moja izkušnja s tabo, v bistvu imam jaz pri tebi vedno občutek, da ti vnaprej oceniš situacijo, in da prilagodiš to strategijo pogovora, coachinga, seansa, kakorkoli se že temu reče, vsakemu klientu, in tukaj recimo to, kar si na začetku omenil, bioenergija, pa to verjetno, saj jaz se sebe spomnim, ko smo mi to začenjali, smo bili tako, tam eni čarovniki, ki tam neki medajo o enih energijah. Danes je to že popolnoma jasno, da človek pač ni glava pa srce, ampak smo nekako celota. Kakšno besedo o tem, kako v bistvu tako, a veš, ti malo prestopaš, kako nekoga oceniš, kako v bistvu tako, ali pa mogoče tudi to, veš, kako ti dojemaš vsakega klienta posebej, Ker jaz sem imela pri tebi recimo tako občutek, da pač pri tebi ljudje niso številke, da vidiš človeka in to mi je tudi tisti razlog, zakaj pravzaprav sem te povabila in sem res vesela, da si pač prišel. Ja, še enkrat hvala za vabilo, da se res odzovem, pa podelim te svoje izkušnje. Glede na to, meni nikoli ni dolg čas pri nobenem coachingu, zaradi tega, ker je vedno nekaj drugače, vedno nekaj posebnega. Ne glede na to, lahko pride 3-4 osebe z podobnimi stanji ali pa s podobnimi izzivi, pa ne bom uporabil, bom rekel, istega orodja. Zakaj? Zaradi tega, ker ljudje smo individuum. Zaradi tega, ker vedno se je treba posvetiti temu, kako sploh je do nečesa prišlo. Ni vedno ena in ista pot, ki je pripeljala do tega stanja ali pa do izziva. In to je treba upoštevati. Treba je upoštevati potem tudi še druge dejavnike, vrednote, bom rekel, ena dojemanja sebe, okolice in tako naprej, da lahko potem človeku pomagaš, da sam pride do rešitve. To je naloga coacha. Ker v nasprotnem primeru se hitro lahko postaviš, bom rekel, ne samo vlogo mentorja ali pa nekega učitelja, to pa terja potem tudi, da prevzameš odgovornost. Meni pa glih največja želja to, da človeku dam vedeti, da je za to odgovoren sam. In kot tak ima tudi sam moč v rokah. Ni v meni kot v
coachu, lahko od zdravilcu, lahko, ne vem, trenerju, kakorkoli. Sploh ni poanta v tem. Poanta je v njih samih. A ne? In da pač oni imajo dejansko vire za to spremembo. Ne kdorkoli od zunaj. A ne? In jih dejansko, bom rekel, nazaj opolnomočati. A ne? Ker v enem trenutku v življenju smo se vsi počutili opolnomočene, močne za kjerokoli spremembo, ne glede na to, kaj se nam je zgodilo. Ne? In v nekih trenutkih se pač zgubimo in potem prelagamo odgovornost na neke zunanje dejavnike. Ne, dajmo se potem vrniti nazaj, najdete te vire moči, ki jih imamo vse, pa ne, in jih pač začeti izkoristiti. Ne. Na to, kar si zdaj povedal, ne, se mi zdi pomembno, da v vsakem človeku pride v življenju trenutki, ki se nekako počutimo nemočne, malo zgubljene, nismo tako gotovi. Po drugi strani pa je treba sprejemati odgovornost, zato ker ko sprejmemo odgovornost za svoje življenje, pravzaprav v svoje roke vzamemo svojo moč. Že? Potem pa dajva tukaj narediti kratko pavzo. In dobrodošli nazaj. Luka, delaš z vodji, s timi in s posamezniki, ne? Kaj se po tvojem danes v ljudeh najbolj prebuja in kaj jim manjka po tvojem? Kaj se prebuja, bi rekel, zavest, da smo vsi del nekega sistema, ne? In da enostavno imamo ta vpliv na to, kaj se dejansko dogaja okoli nas. Sicer se prebuja zelo počasno, ampak vidim, recimo še posebej pri svojih klientih ali pa pri projektih, ki jih delam, ne? Da je ta stopnja zavedanja višja, kot je bila nekaj let nazaj. Da mogoče se tudi vodje zavedajo, da od načina vodenja je tudi zelo odvisno, kakšni bodo odnosi, in od odnosa je tudi odvisno, kakšni bodo rezultati. In isto je tudi pri posamezniku. Sej, če govorimo o tem, da če imamo dober odnos sami s sabo, potem takem bomo tudi na koncu lahko dosegali boljše rezultate in definitivno bolj polnočno življenje. Definitivno, kaj pa manjka, bi mogoče tukaj pa res poudaril, je pa mogoče malo več aktivnega poslušanja. Slišanosti. Ker v bistvu vzeti si čas, jaz velikokrat tudi na svojih delavnicah, še posebej v podjetjih pravim, vedno se mudi, vedno so roki, vedno so pritiski. Zdaj lahko to spremljamo kot tako ali pa si rečemo, ok, v redu, daj si bom vzel čas. Se to ne pomeni, da si bom vzel čas dan, 2, 3, 14 dni, če pa treba tudi, ne. Ampak načeloma je dovolj, če si vzamem že minuto in ne reagiram takoj na nekaj, kar pride, si vzamem minuto, 2, da zadiham, ne, da sprejmem, in potem podam neko informacijo nazaj, ne. In skozi to tudi lahko pač skozi to ravno potem slišim, kaj mi drugi govorijo, ko so del tega sistema. Če jih ne slišim, potem kot da imam skozi nekaj zapovedati. Skozi imam samo jaz, replika na repliko, na koncu v bistvu ni nič konstruktivnega. Tako da mislim, da glih ravno to najbolj manjka. Aktivno poslušanje, to pa seveda pomeni, da si vzamemo malo več časa. No, na to temo jaz mislim, da to ni izziv samo v podjetjih, ampak na to sem tudi jaz izjemno pozorna, ker imam zelo velikokrat ali prevečkrat občutek, pa mogoče niti ne s svojimi sogovorniki, to je verjetno tudi malo pač odvisen, med kakšnimi ljudmi se gibaš, ampak ko opazujem druge, ker nekdo nekomu nekaj govori in tega drugega prav vidiš, da ne posluša, kaj mu on govori, ampak samo razmišlja, kaj mu bo odgovoril. In sploh ne vzame si časa, to je verjetno tudi majčkeno gre tukaj za neko sprejemanje, ali pa verjetno po mojem mnenju to tudi čustvena inteligenca, kako ti enega drugega pravzaprav slišiš in si pripravljen majčkeno raztegniti svoje mišljenje, ker velikokrat ima pa nekdo drug prav, če si ga pripravljen slišati z odmaknjenim egom, tako da tukaj, ja, to se res tako izjemno strinjam in to velja, tukaj se sigurno strinjam z mano, da to velja tudi v partnerskih odnosih, v družinah, sploh recimo, ko so najstniki, seveda začnemo pa vzgajati mularijo, ko so še majčkani, Absolutno, zdaj, če jim že takoj zdaj privzgojimo,
sam, bom rekel, ta modus operandi, te naglice, a ne, hitenja, ne čutenja sebe istočasno, a ne. Enostavno jim vzamemo en velik del identitete, a ne. In pa ne samo otrokom, saj v bistvu, saj tudi mi smo eni veliki otroci v večini situacij tekom vsak dan, a ne. In se je mogoče tukaj fajn zavedati, a ne, da s tem, a ne, koliko si bom jaz dejansko dopustil tega časa, da enostavno zadiham, lahko so to 3, lahko je 5 vdihov, a ne, pa da si vzamem čas, da drugače reagiram na tisto, kar mi dejansko življenje prinaša. No, to se mi zdi pomembno, zato bi se jaz tukaj bi se malo zadržala tukaj, no. Zaradi tega, ker jaz sama pri sebi velikokrat vidim, ko me nekaj zmoti in pač če si ti skozi v interakciji z drugimi ljudmi, in to, kar ti praviš, vzame si minuto, 2, 5 ali pa če je to par sekund, samo da tako zavestno pomislim, wow, čakaj, zakaj me tole zdajle zboda, kje smo zdajle, zakaj smo zdajle. In to je ena tako preprosta, se mi zdi, stvar, ko je sposoben narediti čisto vsak, če se zavestno zanjo odloči, a ne? In s tem bi verjetno spremenili kar dosti stvari ali pa ublažili marsikakšno stvar. Mislim, da bi tlele spremenili glavnino, bom rekel, vsakodnevnih problemov in tudi situacij, katere se dogaja pri nas samih, pa tudi v svetu. Tudi v bistvu imeti toliko visoko ali pa, bom rekel, določeno ustrezen nivo samozavedanja, da se lahko v določenem trenutku ustavimo, rečemo, ok, v redu. Ne, mogoče bi še to, ne to, zakaj me je to zmotilo, ali bolj bi bilo, recimo, kaj točno me je zmotilo. Ne? Ker lahko, da niso besede, lahko je intonacija, lahko je ton. Ne? Ampak to ne izhaja, to lahko, da mi nimamo nič s tem. Ne? Lahko je ta oseba, s katero smo v interakciji, doživela nekaj, kar je pač njej neljubo v tistem danem trenutku. Ne? In še vedno govori z nami v čustvenem stanju, katero je, bom rekel, po domače fasala prej. In pol se vse nekako nadaljuje v tem tempu, zaradi tega, ker si ne vzamemo časa, da bi enostavno to stanje ustrezno prekinili. Se ga prvič zavedali, ne? Potem pa tudi ustrezno prekinili in nadaljevali tam, kar je najbolj, kje se v bistvu, s čemer se najbolj počutimo. Tudi če je to čisto pač tako nevtralno stanje. Ne? In mislim, da če bi že, bom rekel, otroke učili, kako lahko te stvari naredijo, potem definitivno bi bilo veliko manj anksioznosti, veliko manj konfliktov, veliko več poslušanja in veliko več konstruktivnega pogovora. Ker nekonstruktiven pogovor izhaja samo izključno iz tega, ker se ne vzamemo časa in s določenimi čustvenimi stanji spremljamo, kaj nam drugi govorijo in takrat vklopimo filter, ker samo želimo slišati tisto, kar nam potrjuje to naše čustveno stanje. In tukaj nastane problem. Veš, meni se tudi zdi recimo tako, ogromno se govori o tem, kako moramo mi sprejemati sami sebe, kako moramo biti pomembni sami sebi. In jaz se s tem 100% strinjam. Ampak se mi zdi, da smo skozi to prišli v drugo skrajnost. Da ljudje dejansko sami sebe v resnici, ali pa večina njih, ali pa bom rekla veliko njih, ne sprejme, ampak hkrati pa reagira jaz, me, myself and I. In to imaš skozi in dejansko se ne premakneš nikamor. In se mi zdi, da je treba ljudi pravzaprav naučiti ali pa jih opomniti, spomniti na to, da morajo imeti oni sami sebe radi, da se morajo spoštovati, da se morajo sprejemati, ne? Ampak da tudi če kdo drug obstaja na tem svetu, ne? Da smo mi v nekem sobivanju, da smo mi vsi povezani, to je to, kar si rekel na začetku. In iz tega bi se navezala v bistvu na uspeh. Ne? Mi ogromno govorimo tudi o uspehu. Ne? Dejstvo je, da uspeh za vsakega človeka pomeni nekaj drugega. Ampak koliko se pa govori po tvojih izkušnjah o usklajenosti? A kaj je sploh usklajenost? Pa zakaj je pomembna, če sploh? Absolutno je pomembno. Ne si bo to na poslovnem področju, ne si bo to v bistvu na zasebnem, pa konec koncev sami sabo. Ne? Vse stvari, ki jih pač počnemo, vprašanje, če bi naredili pač neko inventuro dneva, koliko stvari pa smo naredili, da smo dejansko
nekako v sozvočju pa v skladu sami sabo. In koliko smo naredili nekaj, kar je čist izven tega konteksta. Pa naj si bo to na službenem področju, naj si bo to doma, naj si bo to pri vzgoju otrok ali pa pri vzgoju partnerja. Luka. Malo za hec. Predvsem pač tudi, hočem reči, to partnerske odnose. Ampak ključno je to, kako se mi obnašamo do drugih, je dejansko dostikrat to gledalo, kako se mi v nekih kontekstih tudi sami sebe vidimo. In v bistvu, kar nas moti, se to pač, bom rekel, zdaj že se veliko piše o tem, veliko se govori o tem, ampak ta refleksija, ki te nekaj zmoti, ki nekaj ni usklajeno, govori o tem, koliko mogoče kakšni deli pa znotraj nas niso glih usklajeni. Ali pa niso, bom rekel, dovolj dobro artikulirani, ali pa, bom rekel, sploh pač, ne morem reči, jih ne znamo opisati. Čutimo, da so tam, ampak ne vemo. In v bistvu, kar je tudi pri coachingu tokom vseh teh let, ki dela z ljudmi, sem ugotovil, da do spremembe lahko pride samo takrat, kadar znamo nekaj artikulirati, kadar znamo nečemu dati obliko ali poimenovati. Da pa to znamo, se moramo pa odločiti, da bomo to naredili. Se pravi, nekdo nas lahko do tega pripelje, se pravi, ni to zdaj tako, da se s tem znanjem kar rodimo. Ne in ja. Se lahko, mislim, bom rekel tako, želja po tem, po usklajenosti, to je definitivno prirojeno. Če ne bi tega imeli, potem tudi pač verjetno bi ta svet izgledal precej drugače. Tako da ta želja tukaj je. Želja ja, ampak tehnik se pa lahko naučimo. Tehnik pa absolutno se moramo naučiti. A vidiš, ko sem prišla do tega, da imam prav, pa kratka pauza. Mi smo nazaj. Luka, ti se pri svojem delu v bistvu velikokrat dotakneš stvari, ki so nekako za besedami. Kaj po tvojem ostane, ko nekako odstranimo te vloge, cilje, naslove? Zelo dobro vprašanje. In v bistvu tukaj moram reči, da pri svojem delu sem opazil, ni enoznačnega odgovora. Zelo, zelo smo si različni. Lahko, tako kot sem že prej omenil, klienti, ki prihajajo recimo ali pa sploh recimo na poslovnem področju, se srečujemo z enimi in istimi stvarmi. Ampak kako pristopamo, je pa res odvisno od tega, koga dejansko imaš ti za svojega coachija oziroma za svojega sogovornika. In to avtentičnost, to je nekaj, kar je treba raziskovati. Tokom svojega dela sem ugotovil, da v bistvu ravno to, da se odstrinja te tančice vlog raznih, kako ne bi nekaj izgledali in tako naprej, da se pomaga razviti avtentičnost. S čim pa je po tvojem mnenju v bistvu avtentičnost povezana? Namreč, da ti povem v bistvu, v katerem smislu te sprašujem. Ker jaz, ne delam coachingov, delam pa veliko, jaz jim rečem, kar pač pogovorov. In nekako ugotovim, da na koncu koncev vedno pridem do istih stvari. Do človeka, ki hoče biti slišan, sprejet, ljubljen, varen. Ampak se mi zdi, da ta avtentičnost se lahko izrazi takrat, ko je človek nekako skladen s sabo, ko se dobro sami s sabo počuti, se pravi, ko ima dobro samopodobo. Ali misliš, da si lahko avtentičen? Mislim, kaj sploh avtentičnost je? To te sprašujem zato, ker o tej avtentičnosti se zdaj blazno veliko govori in meni je smešen, ker, mislim, meni je, to zdaj ne govorim, da pač to tako je, ampak meni je, ker ljudje avtentičnost primerjajo ali pa enačijo z nekim, jaz bi včasih rekla, kar primitivizmom, da ti lahko delaš kar hočeš, kadar hočeš, kjer hočeš. Kar meni v bistvu je avtentičnost mogoče na nek način skladnosti s svojimi vrednotami. Še bolj, bi lahko rekel, skladnost z svojim bitjem, kdo ti dejansko si, kaj čutiš, da ti si, kdo ti si.
A ne? To ne pomeni, ja, seveda, govorimo lahko o vedenju, ampak vedenje je v bistvu že posledica tega, ne? Kako se dejansko mi čutimo, kako smo avtentični. Ampak bi rekel, tako kot vsaka stvar nosi neko svojo vibracijo, tako tudi vsaka oseba ima glih to avtentičnost, ko odstranimo vse strahove, ko odstranimo vse omejujoča prepričanja, ko odstranimo, dajmo reči, vse identitete, ne, ki so pač in vloge, ne, potem tisto, kar ostane, ne, do tega prideti. In s tem delati. Sem te sprašvala, kaj je to? Ne? Jaz temu pravim esenca človeka. To je lahko govorimo o duši, lahko govorimo pač o energetski vibraciji, lahko govorimo o višjem jazu, lahko govorimo o različnih oblikah temu. To je pa ravno to, ne, kako želimo, oziroma kako tudi klient to želi doumeti sebe. Kot vibracijo, kot višji jaz, kot del Boga, kot kaj, kdo. Ne? In to nikoli ni tako, da bi rekel, ja, zdaj pa bom rekel, aha, lahko jih pogrupiram po različnih skupinah. Ne morem. Ne morem. No, tukaj... Ker ravno to, še to, ne, ker tukaj je ravno vsa ta bremena, ki jih pač vsakodnevno nosimo, pričakovanja, ki so od drugih, ne, projecirana na nas, ne. To je treba odstraniti in najti to esenco sebe. No, recimo ravno tukaj, ne, midva zdaj zelo malo sva povedala o tem, koliko let si se ti izobraževal, koliko je za tabo uradnih izobraževanj in vsega tega, ampak to, kar je meni pri tebi recimo tako izjemno je, kako vse to znanje opleteš tako, da je to znanje popolnoma neopazno in je nekako kar del tebe, ampak v bistvu kako se ti z vsakim klientom, kar tudi te zgodbe malo poznam, ne, dejansko prilagodiš svoj jezik in svoj način njim, zato ker jih na ta način lažje pripelješ do tistega, do kjer želijo priti, ne. In to je zelo, zelo, bom rekla, visoko znanje pa vkomponiranost samih tehnik, ki so nekako postale že del tebe, a ne? To se mi zdi ful pomembno. Točno to. Se pravi, tehnike so postale del mene, a ne? Jaz lahko rečem, da živim to, kar sem. Še vedno sem, tudi jaz imam svoje napake in svoj prostor za izboljšanje, več njih. Kljub vsem znanju in zavedanju, ampak to se itak ne konča. To je proces, ki je pač konstanten, a ne? Dejstvo pa je, ne, si me spomnila v bistvu na en občutek, ki sem ga tokom mojih izobraževanj dobil, a ne, in sicer takrat, ko je šel za coacha, sem res rekel si, joj, pa smo tam gledali posnetke, kako so zdaj neko tehniko speljali skozi besede. In sem res rekel, ko bom pa jaz prišel na ta nivo, da bom to lahko delal, a ne, to bo pa res. Ampak bom rekel, dosti hitro sem te stvari znal skozi besede prepeljati, ne, da je zdaj, postavi si to, zamisli si to, a ne, in tako naprej, ne, da smo šli skozi gole tehnike, a ne, ki smo se jih učili, ampak sem enostavno začel te stvari vpeljevati v pogovor. In mislim, da je sploh čar coachinga je ravno to, ne, da vse se zgodi v bistvu na videz spontano in neopazno, a ne, ampak kljub temu močno transformativno. Ali ravno zato? Ravno zato. To dejansko je, bom rekel, eden od ciljev tega. Ja, the best. A jaz bom zdaj preskočila ene par vprašanj, zato ker nama bo drugače zmanjkalo časa. Pa bi šla v bistvu kar na to, ne. Ti si tudi očka, ne. In skozi te oči, v bistvu tako, ko imamo enkrat otroke, mogoče malo drugače pogledamo svet, ne. Kaj si ti želiš v bistvu za svojega otročka, za svet? Kaj bi spremenil, kaj bi si želel v bistvu, pa verjameš, da lahko naredimo? Definitivno bi želel, da pa znamo razvijati, ohranjati tisto otroško igrivost, s katero se dejansko reši lahko večina problemov, do katerih pač smo sploh prišli, ali pa smo se privedli do njih, a ne.
Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker s tem stanjem duha, s tem stanjem dejansko, pač zato ni ovir, ne. In ko vidim recimo za otroke pač ni ovir, ne. In enostavno v bistvu potem s tem spraševanjem in v bistvu našim pretiranim usmerjanjem velikokrat, a ne, pač jih spravimo v neke okvire, seveda nekje jih pač treba postaviti, tukaj ni dvoma, ne pravim, da je to narobe, ne, samo v kakšnem razmerju to narediti, ne, da ne ubiješ v bistvu to kreativnost, igrivost, avtentičnost, a ne, in po drugi strani, da še vedno daš neko stopnjo zavedanja, da okej, tle pa nekje so pa meje, a ne, ki jih boljše, da se jih ne prestopi. Kako pa je z vrednotami? Se glih to je pa, so glih del tega, a ne, dajmo reči to vzgoje, a ne. Mislim, da skozi prizmo vrednot seveda jih prenašamo, to prizmo vrednot prenašamo na svoje otroke. To je nedvomno. Katere se ti pa zdijo tebi v bistvu, katere vrednote se ti zdijo pomembne? Ker mi tako, ko se pogovarjajo z ljudmi, običajno je vrednota ljubezen, zdravje, pa ne vem, pa še kaj pride, ne. Ampak jaz mislim, da je tako, cel kup nekih vrednot, ki so mogoče pomembne, pa lahko spreminjajo ta svet, pa so bolj preproste, kakor ljubezen je vrednota. Ja, lahko je seveda nič narobe, če je pač ljubezen vrednota, absolutno Se je je, to, ne. Samo ljubezen je sestavljena tudi iz večjih drugih aspektov, a ne. In če ne bomo znali imeti ljubezni do sebe, tudi drugih ne bomo, a ne. In spet bom rekel tako, a ne, da znamo, ena od vrednot, o kateri se mogoče malo manj govori ali pa se malo manj jo pojasnjuje, je, kako sebe postaviti na prvo mesto. Ne samo v sebičnem smislu, a ne, kakor zdaj samo jaz, pa drugi ne, ampak v smislu sebe čutiti, slišati, videti, a ne, tako da v bistvu pridem do, bom rekel, najvišje stopnje, kar lahko dosežem tukaj in zdaj. In sem potem dober tudi do drugih, drži? Samo skozi to. Luka, najin čas se je iztekel, tako da jaz se ti bom zahvalila, Hvala tudi tebi. da si bil z mano. Vam, dragi moji, pa želim, da se imate radi, prijaznost in vera v dobro pa naj ostanejo ali postanejo vaša navada.